Kristjani, ne pustite se zavesti strani Roberta Goloba. Vstopili smo v volilno leto in jasno je, da Robert Golob na vrhuncu nepriljubljenosti išče vsak zadnji glas, da bi svojo koalicijo ohranil na oblasti. Tako se je šele v predvolilnem letu pojavil na sveti maši za domovino v Ljubljani, da bi vernikom pokazal, da je vreden njihovega glasu. Zares ponižno in sramotno je, da ima Robert Golob kristjane, bolj natančno katoličane, za tako naivne in nevedne, da si misli, da bo z enkratnim pojavom v cerkvi izničil vso politiko zadnjih 4 let. 20. septembra 2023 je vlada potrdila spremembe zakona o verski svobodi in s tem poslabšala socialno varnost verskih delavcev. Vlada Janeza Janše je tem zvišala državno kritje socialnih prispevkov, torej pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz 48% na 100%. Golobova vlada pa je to znižala na 60%. Duhovniki ne opravljajo zgolj poklic, ki tu pa tam obhaja neke obrede, temveč so steber župni in duhovni pastiri več 100 tisočim Slovencem, delo, ki jim ga večinsko neverna levica ne priznava. Pomnimo samo, kako je zaradi tam revolta in Emilije Stojmenove duh padlo martinovanje v Leskovcu pri Krškem, ker so bili levičarji zgraženi nad prisotnostjo duhovnika v osnovni šoli. Povrh vsega pa so lagali, da je bil razlog za preklic dogodka prisotnost alkohola, kljub temu, da je bil jasen sprožilec prisotnost duhovnika. Urška Klakočar Zupančič je zgodovino krščanstva opisala kot zgodovino polno krvi, nasilja, umorov, pobojev in smrti. Tretja najpomembnejša oseba v državi očitno ne loči zgodovine krščanstva od splošne zgodovine človeštva.